Čas je, da se soočimo z realnostjo. Mislim, da se še nismo. Realnost je taka, da mi kot država in kot gospodarstvo žal nismo zanimivi. Tranzicijska zgodba o uspehu se je izpela, nove nismo znali začeti. Tega vam ne govorim zato, da bi izražal svoj pesimizem. Pridružujem se pri slabim načakovanjem za naslednje obdobje. Ampak mislim, da je to dobra novica. Mislim, da je treba začeti. Kajti šele takrat, ko bomo se soočili in sprejeli realnost, šele takrat lahko začnemo graditi naprej. In za graditi naprej metodologije ne bodo enostavne. To, da lahko sam sebe oceniš, predpostavlja, da se znaš z nekom primerjati. Najlažje se primerjamo, ko potujemo. In verjamem, da vsi vi, tako kot jaz, veliko potujete poslovno. In čeprav mi več pravzaprav poslujemo na Daljnem vzhodu, sem trenutno pod vtisom Daljnega zahoda, ko sem pred par dnevi se vrnil. In na Daljnem zahodu sem iskal Divji zahod. Ni ga. Tam je red. Za posel se zmeniš, posel upraviš in ga dobiš plačanega. Hitro, učinkovito, pošteno. In da bi se soočili z realnostjo, si pogledamo nekaj parametrov. Predtem pa še sporočilo politikom. Podjetja pravzaprav ne potrebujemo politike. Politiki potrebujemo podjetja. Podjetja je moč preseliti. In verjamem, da bo marsikdo od uspešnih podjetnikov tukaj v tej stavbi danes razmišljal ali pa že razmišljate podjetje preselil. Države pa ne morete in nočemo preseliti. Mi želimo uspešno državo, kjer bomo lahko delali. In to sedaj prav gotovo žal ni. Delovanje državnih institucij ni učinkovito. Ne bom našteval podrobnosti, ne bom našteval primerov, ampak tisk je poln in mediji so polni. Predvsem pa pogrešam profesionalno delovanje države. Profesionalno in ciljno usmerjeno. Cilj pa je biti uspešen. In uspešnost se danes meri na trgu. Na trgu izdelkov, na trgu gospodarskih sistemov in v končni fazi na trgu pogojev bivanja. Na trgu, ki vami, vašim družinam, vašim otrokom, našim otrokom dajo perspektivo za prihodnost. In pri tem smo nazadovali. Vsi parametri tako kažejo in odgovorni smo sami, če nam je tega siliti. Menedžeri državnih podjetij, vsa čast nekaterim izjemom, so večinoma ali nesposobni, ali pa nimajo enakih interesov, kot imajo interese podjetja. Sicer ne bi bilo tako. Tisti, ki imate tle svoje podjetje ali predstavniki kapitala, razmislite, koliko med sedanjimi menedžeri državnih podjetij bi vi zaposlili. Jaz zelo malo. Koliko univerz je med 500 najboljšimi na svetu? Kakšni so rezultati naših srednješolcev, osnovnošolcev? To je enostavno zmeriti. In ko enkrat zmerite, lahko veste, kakšna je naša prihodnost. Namreč te ljudje s tistim znanjem, s tistimi vrednotami, bodo vodili prav. In kakšne so te vrednote, to delovnost, poštenost, mednarodna ambicioznost, ali je to spletkarstvo, hiter zaslužek in domače hvalisanje. To je kriv, da ne plačujemo, da nekateri ne plačujejo prispevkov za socialno varnost. So to zakoni ali so pa to birokrati v širšem smislu, ki ne poskrbijo, zato da bi se zakoni izpolnjevali. Zakaj država ne plačuje? Zakaj občine ne plačujejo? Zakaj sami sebe ščitijo kot slabe plačnike?
Zakaj podpiramo, zato je že prej omenil, javne razpise, pri katerem edini kriterij cena, brez kakovosti. S tem pač ščitimo svoje lene in večinoma zavistne delavce, ki so učinkoviti samo takrat, da je treba nekaj pozitivnega preprečiti. In gospe in gospodje, ne tolažite se, da smo prvi na Balkanu. Nismo, ali pa ne bomo več. Tudi naši sosedje dobivajo komparativne prednosti. In če je kapital v nekem trenutku prihajal k nam, zato ker je bil pa nas red, učinkovitost, varnost, se vprašajte, ali je še tako. Ampak, zakaj imamo tako stanje? Edini odgovor je to, da si ga pač želimo, ali pa ne znamo pa nič z njega. In začel sem s tem, da je treba reči Bogu Bob. In če bomo rekli Bogu Bob in se odpovedali preteklosti in se ne več ukvarjali s tem, kaj je bilo, ampak se samo iz tega kaj naučili, se lahko vzremo prihodnost. In tu je po mojem naš zadnja možnost, da se pridružimo, skočimo nekako na ta koliko toliko uspešno vlak. In zato mislim, da bom nakratko ponovil nekaj, kar so kolegi že povedali. Nujno je treba sprejeti ukrepe za takojšnjo oživitev perspektivnega gospodarstva. Perspektivno je tisto gospodarstvo, ki ima kaj ponuditi svetu. Ne samo sosedom, ne samo nam, ampak moramo biti konkurenčni v svetu. Zato je treba normalizirati gospodarstvo in odnose med gospodarstvom in družbo. Priznajmo si, uspešni gospodarstveniki so pravzaprav bolj tarča nekih drugih interesov, kot pa objekt priznavanja ali pa občudovanja. In ker ste tukaj tudi politiki, ki boste definirali našo prihodnost, bi želel, da se po tistem, ko bomo to gospodarstvo hitro normalizirali, kajti časa ni, zastavijo tudi neke daljnoročnejše ukrepe, ki omogočajo naslednji generacije učinkovito delo. Zato vas prosim, zavedajte se, da izvolitev, ne boste vsi izvoljeni, ampak nekateri boste, ni nagrada, ampak je naša popotnica, naš izkaz želje, da nam omogočite bolj učinkovito poslovanje in tudi učinkovito družbo v prihodnosti.